Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav vsem tistim, ki kolesarite seveda. Jaz sem šel na en lahkoten sprehod danes in to tako, da nisem pržgal niti strave. Med potjo vam bom pa povedal par stvari o tem, zakaj si jaz parkrat na leto vzamem kakšen teden prosto od kolesarjenja. Danes je tako oblačno vreme in približno 11 stopinj Celzija. Čuti se precej vlage v zraku, ampak drugače je pa prav en tak super lep dan. Zdaj, najbolj pozorni gledalci ste verjetno že ugotovili, da sva z ženo prišla v Pulo. Pula je mesto, kjer takoj dobiš neko dodatno energijo, zato ker tukaj je bil Mate Parlov doma. In tukaj vam lahko pokažem znamenita Herkulova vrata, najstarejši ostanek rimske arhitekture v Puli. Zgrajena so bila sredi 1. stoletja pred našim štetjem. Ampak ne, čakaj. Prej, ko vam začnem razlagati, kako izgleda mesto in kako izgleda moj prosti teden, vam pokažem še, v kakšnem apartmaju sva nastanjena. Evo, tukaj je hodnik, tle sem prišel skozi vhodna vrata. To je apartma, ki ima 4 zvezdice. Tle je najprej manjši predprostor, kjer imaš lahko prtljago, prostor za razkuževanje rok, omarce za čevlje, obešalniki za oblačila. Tle je tak zanimiv sistem s temi LED lučkami. Ok, zdaj iz hodnika gremo naprej. Tukaj desno je WC in kopalnica. Školjka, bide, bojler, tle od zadaj je prostor za tuš. Zraven kopalnice je en manjši prostor, pralni in sušilni stroj, likalnik, likalna deska, kar pride super prav, če je treba kdaj kaj oprati. Naprej od kopalnice je spalnica, taka zelo prijetna, velika francoska postelja, mislim, da je 1,80 x 2 metra, s pogledom na stari del Pule. Ta stol sem si jaz prinesel iz kuhnje, zato da imam kam odlagati telefon in oblačila. Tukaj je omara, noter imava srajce, hlače. Ok, potem iz spalnice gremo v kuhnjo. Tako izgleda ta prostor. Taka približno 2-metrska kuhnja, kjer imaš vse, kar rabiš, pečica, mikrovalovka, štedilnik, nekaj posode in pribora. Proti kuhnji je pult, kjer ima Vlasta svoje potrebščine. Zdaj se bo spravila in montirala svoj video. Tle imava nekaj sadja za pravi kmečki slovenski zajtrk in za darilce sva dobila tole stekleničko vina. Tako da bova en dan nažalost mogla imeti večerjo tukaj v apartmaju, da jo bova stankala. Na drugi strani, nasprot kuhnje, je dnevna soba s takim udobnim velikim ležiščem in z mizico, tako da tukaj lahko zvečer posedimo. Tudi lepo dekorirana. Na drugi strani velika televizija, tudi z Netflixom, z YouTubeom. Tle imam jaz svoj računalniški kotiček, svoj računalnik, prostor za razno drugo šaro. Včeraj sem meril hitrost interneta, za dol je bilo enih 35 mega na sekundo, ven pa 45. Tako da za nalaganje na YouTube ne bo nobenih težav. Ven iz dnevne sobe je pa še izhod na teraso. Lepa velika terasa za posedeti ob kakšni pijači in pa z razgledom na stari del Pule. V dnevni sobi in tudi v spalnici je klimatska naprava, s katero se lepo ogrejemo, da nam ni premrzlo. Ko sva prišla v apartma, je bilo videti, da pred nama ni bilo nikogar, ker je bilo stanovanje dokaj hladno, ampak zdaj sva ga pa že segrela, klime so prepevale noč in dan, tako da je super, kakor vidite, sem v kratkih rokavih in kratkih hlačah. Ok, to je to, kar se tiče tega apartmaja. Zdaj pa izvolite nazaj v center Pule. No, ste videli, tak super apartmajčk, rezerviran preko Airbnb. Od tukaj, kjer se nahajava zdaj, je oddaljen približno 500 metrov oziroma dobrih 5 minut hoje. Če se vam v Puli kdaj zgodi, da se znajdete pred temi vrati, to so tako imenovana Sergijeva vrata, potem veste, da ste v najbolj strogem centru Pule.
Bolj v centru kot tle ne morete biti. Če bi tle noter zapečili šestilo in naredili 300-metrski krog, imate komplet pulo zajeto noter. To je še eden od ostankov rimske kulture, zgrajen pred našim štetjem. No in zdaj nadaljujeva pot skozi ta vrata, kar naravnost v to staro ulico in greva dol proti morju. Zdaj, to, kar vam govorim jaz, to niso nobene znanstvene ugotovitve ali kakšne posebne modrosti. Meni osebno paše približno 2-krat na leto, da se za kakšen teden odklopim proč od kolesa. Da se spočijem fizično in psihično. Meni precej koristi, če ta goli dopust skombiniram s tem, da ne ostanem doma. Da grem nekam proč, ven iz Nove Gorice, da se odpočijem od poročil, da ne gledam interneta in da kaj vidim. Naprimer ta zgradba, Forum, čudovito, s temi stebri, ta rimski način. Ne moram niti povedati, kakšne občutke imam ob tem. Tako pač spočijem se, to bi bilo še najbolj pošteno rečeno, počivam. Tak dopust ponavadi zmeri združim tudi z rekreacijo, ampak ta rekreacija je lahko v obliki sprehodov, teka, ne pa kolesarjenja. Midva z ženo sva ta teden izkoristila dejstvo, da je 8. februar praznik, tako da sva dala 4 dni dopusta, v Puli bova pa praktično 9 dni. Ta stara Pula je nasplošno zelo prežeta s temi rimskimi zgradbami, pa tudi sicer z italijanščino. Ogromno je italijanskih napisov, tudi italijanska skupnost ima tukaj svoj sedež. Napisi na ulicah so dvojezični, mnogi lokali imajo italijanska imena. Kljub temu, da sva v Puli bila že večkrat, pa je meni to mesto zelo všeč. Zmeraj znova se rad sprehodim po teh starih ulicah, opazujem te stare rimske zgradbe, tam zraven razmišljam, kako so ljudje vse to zgradili. Tako super mi je fajn. Saj vem, mogoče kakšnih od vas te kamni ne zanimajo, meni so pa lepi in mi je to super všeč. In moram reči, sem slišal tudi druge. Marsikdo reče tako, včasih se moraš prav spočiti proč od kolesa, ga spraviti v kot in pozabiti nanj. Pa ne vem, zakaj je tako. Mogoče kdo od vas ve tudi znanstvenega vidika. Jaz to upoštevam in vam moram povedati, da mi prav paše. Pa sploh ne morem točno opredeliti, zakaj mi to tako paše. Ker se mi zdi, da ne rabim dopusta od kolesa, niti fizično, niti psihično. Zelo rad kolesarim, zelo rad grem ven z njim. Enostavno, ne vem, mogoče je to podzavestno, da se nečesa lahko prenaješ in en dan ne vidiš več smisla v rekreaciji. Meni se to do zdaj ni zgodilo, mogoče lik zaradi tega, ker upoštevam te odmore in si jih redno jemljem. In potem se veste, kako rečejo, sreča spremlja hrabre. Takoj, ko se jaz spravim ven na sprehod, evo, že posije sonce. Drugač pa vam lahko povem zgodbo. Skoraj pred 8 leti sva bila z ženo tukaj. To je bilo 4. maja 2014, ko so uvedli te svetleče velikane, Lightning Giants oziroma svetleči divovi. To je bil festival Vizualija 2014, ko so osvetlili te žerjave in se odločili, da bo to postala nova znamenitost Pule. Takrat je bilo rečeno, da bojo žerjavi osvetljeni ves čas, ob posebnih praznikih bojo pa opremljeni tudi z light showom in z glasbo. No, na tem festivalu je bil light show in muzika iz tistega znanstveno-fantastičnega filma. Tako da bova zvečer prišla preveriti, če ta osvetlitev še zmeraj velja, tako kot so takrat obljubili. Po koncu tistega light showa leta 2014 so me intervjuvali, mislim, da je bil TV Pula ali pa TV Istra, da sem povedal par svojih misli in vtisov glede tega festivala, ampak nažalost ga nisem nikjer dobil. Tudi takrat sem ga takoj iskal, če bi bil objavljen kje med kakšnimi istrskimi novicami, ampak ga nisem našel. Po moje so ga zrezali ven, verjetno sem bil preveč beden na kameri. No, to tukaj nasproti žerjavov je pa riva, Pulska riva, po kateri greva zdaj z ženo proti Pulski areni. Pulska arena je 6. največji kolosej na svetu in eden izmed najbolj ohranjenih. Zdaj lahko vam tudi povem, zakaj sva se odločila za Pulo.
Najin cilj je bil, da greva nekam na jug, kjer je bolj sončno, mogoče tudi malo topleje, kot v Novi Gorici. Hrvaška glede COVID ukrepov ni bila tako zelo stroga, kljub temu, da imava midva vsa tista potrdila. Jaz sem si rekel, nekje več kot 180 km se ne bi vozil, tako da sta bila na koncu v igri nekje Pula ali pa Krk. In potem iz vidika tega, da midva rada hodiva na take sprehode in da imava rada te arhitekturne znamenitosti in lepa stara mesta, sva si izbrala Pulo. Mogoče ste tudi ugotovili, da jaz striktno rečem Puli Pula, čeprav je slovensko ime Pulj, ampak Pulj je meni tako zelo tuje, da ga nekako ne morem uporabljati. Dunaju z lahkoto rečem Dunaj, Pulj pa nekako mi ne sede. Sem tudi preverjal, iz kje to izvira, ampak nisem našel neke konkretne razlage. Enostavno je poslovenjeno, tako kot da bi Karlovcu namesto Karlovac rekli Karlovec. A evo, zdaj po 200 metrih hoje pa že arena v daljavi. Ja, tako, zdaj sva prišla prav do arene. Noter ne bova šla, zato ker sva že bila. Bom pa vam preveril, koliko je vstopnina za tiste, ki vas bi to mogoče zanimalo. Ja, vstopnina je 70 kun oziroma približno 10 evrov, za otroke pol manj. V areno lahko greste med 9 uro dopoldan in 5 popoldan. Včeraj sem tukaj vprašal eno domačinko, ki je povedala, da v mesecu maju oziroma juniju bojo tudi Hrvatje začeli pisati dvojne cene na račune, tako v kunah kot v evrih. Potem s 1. januarjem naslednje leto ne bi šli pa komplet na evro. Ampak je bila prijazna, je rekla v 5. ali 6. mesecu, ker če bi rekla tisti rujan sviban, tisto jaz ne bi nič razumel. Je začelo sekati sonce, da bom dal prav očala gor. No, drugač pa jaz tukaj vse plačujem s kartico, ona navadna od delavske hranilnice Maestro. Banka mi ob vsakem plačilu pošlje neki SMS, da so si vzeli zraven 0,66% neke provizije. Tudi delavska hranilnica se počasi kvari, tako kot ostale banke. Ampak vseeno, jaz plačujem samo s kartico, s sabo nimam niti ene kune. Zaenkrat nisem imel nobenih težav. Če bo kdo rekel, da ne vzame kartica ali pa evra, bom šel pač naprej. Evo, arena še z vrha. Ogromna reč je to. Drugač pa, da ne bo kdo mislil, marsikateri dopustniški dan zgleda pri meni tako. Zjutraj lepo zajtrk v apartmaju, kavica, potem se odpraviva ven, narediva kakšen sprehod, se ustava kje za kakšno kavo, kozarc vina mogoče, poiščeva nekaj za pojest, popoldne narediva kakšen konkreten sprehod, tako namesto rekreacije. Tako lepo na easy, nič nikamor ne prehitevava, nič se ne silva, da morava kaj videti, da morava kam iti. Čisto tako, preprosto, enostavno, poceni. A čakaj, zdaj bom tega fanta navil, da se zapelje malo po zadnji gumi. Daj. Še ena proba. Bravo, hvala. Zdaj greva tle nazaj proti centru, da poiščeva kaj za kakšno kosilce. Greva najprej pogledati do pizzerije Jupiter, ki je tle čisto v centru. Včeraj zvečer sva prišla, je bilo tako gužve noter, ni bilo kam sest. Niti za 2 človeka ni variante. Nisva še bila, strašno jo hvalijo, v vseh možnih prospektih jo vidiš napisano, tako da ne vem. Vam pa lahko izdam še eno skrivnost. Midva nikoli ne ponoviva iste restauracije. V preteklosti sva se naučila, da ko si prvič neki restauraciji, je lahko super, ko pa hočeš naslednjič to izkušnjo ponoviti, je pa nikoli več ni isto. Čakaj malo, in kaj zdaj dela to sidro tukaj? Še zadnjič, ko smo bila tle v Puli, je bilo dol v unem križišču. Saj ne, so ga kakšni otroci prevlekli sem hor ali kaj. Sicer včeraj je bila sobota zvečer, ma tudi danes nedelja popoldan, nimam kakšnega upanja, da bo v pizzeriji kaj dosti placa. Sploh če je res tako dobra, ko pravijo. Ja, tudi danes je vse zasedeno, ampak sva najdla eno mizo tle v tem boku noter, ko v neki srednjeveškem zaporu jedla pico. Fin.
Drugač pa sem ugotovil, ta pizzerija Jupiter, to je hiperprodukcija. Hitrej jih pečejo, kakor jih lahko raznašajo. Zato, ker midva sva čakala samo 15 minut na pico in ko sva jo dobila, je bila že malo mlačna, ni bila tista super vroča iz peči. Drugač pa, natakarca je prišla takoj, ko sva se usedla, vino sva dobila v roku 1 minute. Res jim laufa, ne vem kako uspejo, ampak ljudje so prihajali in odhajali, ampak restauracija je bila pa ves čas nabito polna. Poleg tega, da je pizzerija polna, pice razvažajo še s temi iglovo škatlami. Ja. Res je dobra pica, nekaj reči. Vrhunska. Ti zanimivo. Pica in pijača, vse skupaj je bilo 83 kun. Na njihovem računu piše 11,5 €. Jaz pa na telefonu vidim, da mi je banka skupaj s tisto njihovo provizijo utrgala 11,10 €. Se pravi, da je naš tečaj boljši, kljub temu, da si banka še vzame par centov provizije. Dobro, zdaj pa, ko smo že lih v centru, pa tako po kosilu, greva pa še gor na vrh hriba, na Kaštel, da malo pokurimo kalorije, naredimo še kakšno fotko. Ja, drugač pa tako, kakor vidite, ta dopust ni v tistem kontekstu, ko jaz nekje v tujini najamem kolo in naredim kakšen Giro, 2 ali pa 3. Ta je res pravni relaks. Zdaj danes sva drugi dan v Puli, tako da imava še cel teden lepo v miru, na izi, kakšen sprehod, malo bova šla do obale, Medulin, Rt Kamenjak, mogoče do Rovinja ali pa do Labina. Brez vsakih pričakovanj, tako da tudi razočaran ne more biti. Tle noter v Kaštel je vstopnina, ker je noter muzej. Midva sva že bila, tako da sva šla samo na en sprehod do vrha in nazaj. Zdaj pa se že spuščava nazaj v center. Tukaj na tem mestu bom jaz ta video tudi zaključil. Rad bi se vam najlepše zahvalil za vaš čas, ki ste ga vložili v ogled mojega videa. Hvala vam za pozornost, za vse lajke, za komentarje, za naročnike. Bodite fajn, izkoriste čas za kakšno kolesarjenje ali pa vsaj za sprehod. Mi se pa vidimo prihodnjič. Čau. Čau, čau.